Poimenovali so jo primus, kar v latinščini pomeni prvi. Pridelana je namreč po postopku, ki ga je pred nekaj stoletji uporabljal Dom Perignon, kar pomeni, da delajo po eni fermentaciji in ne dveh, kakor so pridelane vse penine, ki so danes na trgu, pravi Ivan Simonič. Mi smo pa to direkt iz prvega vrenja vse v steklenice opravili, tako da ta penina ima nekoliko manj alkohola, ima okoli 9% alkohola. Simoničevi, ki pridelujejo 8 različnih vrst penin in letno prodajo okrog 20.000 steklenic, ocenjujejo, da se potrošnja penečih vin v Sloveniji dviguje, kultura pitja pa izboljšuje. Mi imamo še zmeraj kljub recesiji vzpon prodaje penečih vin, nam prodaja ni zaenkrat padla, imamo kakšnih 5% še zmeraj letni vzpon. Letos so razširili tudi klet in nabavili nekaj novih strojev, ki jim bodo olajšali delo. Vse grozdje za pridelavo njihovih penin pridelajo sami. Da ga je letos količinsko manj, jih ne skrbi. Kajti grozdje na žalost je pri pridelovanju penine predstavlja samo 30% stroškov, vse ostalo je embalažo in ostale stvari, tako da žalostno ali resnično steklenica, etikete, zamašek in to predstavlja okoli 70%. Simoničevi, ki so s svojimi peninami osvojili že veliko odličij, z optimizmom gledajo v prihodnost in se ne pritožujejo zaradi gospodarske krize. Zaupali pa so nam tudi recept za uspešno poslovanje. Vztrajen moraš biti, delovan moraš biti, kvaliteto moraš biti primerno, pa nikoli ne smeš obupati. Pa boš uspel, ne glede recesije.